rojen s kuharskim zapisom v genih. Njegovo ime, ali bolje rečeno priimek, je povezan z vrhunsko kulinariko in številnimi prestižnimi nagradami. Je eden izmed 4 bratov, ki že desetletja uspešno vodijo družinsko podjetje, znano zagotovo vsem ljubiteljicam in ljubiteljem dobre hrane, in prek malih ekranov ga poznamo kot enega od sodnikov v priljubljeni oddaji Masterchef. Če še ne veste, o kom teče beseda, čeprav verjamem, da veste, z Jovevo na ti je nazaj in z nami je Luka Jezeršek. Živjo. Dobrodošel, Luka. Hvala lepa. Jaz bom Hvala, ne? Ja. Sem se potrudila, ampak je tudi resničen. Jaz začnem vedno na enak način. In sicer najprej vprašam vsakega, kdo je, v tvojem primeru, kdo je Luka? Zanimivo vprašanje. Nek tak moj podpis bi bil ljubitelj lepega in dobrega. Zelo sem strasten. Pravzaprav, če pogledam skoraj v vseh stvareh, no. Rad imam posel, rad imam prijatelje, druženja, rad imam hobije in te stvari. V nobeni stvari pa na drugi strani nisem tako zagrizen, da bi rekel, da pravzaprav ne vem, nekdo vse ure pozna, nekdo vsa vina, nekdo vse avte, nekdo vsa oblačila, nekdo vse v kulinariki. Ampak tako se mi zdi neka prisrčnost, prijaznost in pa ja, res se rad družim, no? Tako da ljubitelj lepega in dobrega. Odlično. Če greva najprej na to, kar sem tudi seveda povedala v uvodu, se pravi na kulinarično zgodbo, družinsko kulinarično zgodbo, me zanima, če mi lahko opišeš mogoče začetke te zgodbe, zato ker, če se ne motim, so prvi koraki tega podjetja nastali v garaži. A imam prav? Ja, ki jo je vaš oče, bom rekla, vaš spremenil v kuhno in ste začeli s kuhanjem golaža. Tako, ja. 81, takrat, ko sem se jaz rodil, se je ta zgodba začela in sicer marca. Jaz sem bil takrat vidiš, se spomniš tudi teh podrobnosti. Pri mami v trebuhu, ampak ja, mama je bila z mano noseča. Dejansko, ja, pač oče čez noč se odločil, da se ne gre več tiste službe, ki se je šel, in sicer je bil upravnik gostinskih lokalov od gostinske šole v Ljubljani. Kar 7 lokalov je imela takrat gostinska šola. In on je to vodil in potem se pač ni strinjal z nekimi ureditvami, načinom poslovanja, dela in tako naprej. In to neko poslovodstvo, vodenje, podjetje, posel je v hišo ali pa v naše gene pripeljal on. Tudi v šoli spoznal mamo. Sta skupaj pač poučevala strokovni predmet, kot je kuharstvo. In tako naprej. In potem res, ja, pač čez noč se je odločil, da se ne gre več tega in je začel takrat v domači kuhinji, zapeljal v avto, ploščice položil, noter kuharske kotle, kiparje in tako naprej. In smo začeli kuhati, takrat se temu rekel, obroke za družbeno prehrano. To pač so bila velika podjetja, ki so outsourcali na nek način malce. In smo mi takrat uskočili in smo kar zelo hitro prišli na 500-700 obrokov. Tak zelo zanimiv posel. 4 zjutraj so ostali, so skuhali. Oče je bil takrat že zelo inovativen. Na nek način smo, ja, jaz sem se rodil pravzaprav skoraj da ne v kuhno. In tako smo po mojem vsi tudi kot bratje padali v ta posel. Ga na nek način vzljubili ali pa ga zagrabili. Se tudi v tej smeri izobraževali. Potem pa s časom prevzemali skozi več nekih funkcij in danes lahko rečem, ali pa zelo s ponosom lahko rečem, da smo pravzaprav solastniki, bratje, prijatelji, tako ogromno stvari skupaj delamo, se družimo. Na drugi strani, ko pa v igri posel, v zelo resni obliki posel, smo pa lahko zelo resni solastniki, šef, nadrejen, podrejen. Skratka, zelo dobro razumemo te stvari in ja, verjetno je tudi razlog temu, da smo danes še vsi v poslu. Pa skupaj v poslu. Pa skupaj v poslu je in glavnih razlogov, da smo pa skupaj v poslu, pa verjetno to, da nam je bil ta poklic predstavljen kot nekaj lepega. In to je Luka Jezeršek. Kaj
Je pa bila tvoja prva jed, ki si jo pripravil ti, verjetno še kot otrok ali pač, glede na to, da si tudi sam rekel, rojen si bil v to praktično. Zdaj bi rekel nekaj tako, enkrat se spomnim, je oče kupil lista in smo ga potem doma imeli in smo ga jedli za pač to in sem ga ful lepo sfiliral in mi je ful pohvalil, da je rekel, evo, no to pa je zdaj lepo sfilirano in tako pač neke tehnike. Da bi se pa zdaj prav tako, Luka, v smislu kreativnosti, kulinarike, poglobljenosti, v tem smislu so spet tam, ne. Nikoli se nisem tega tako loteval. Mogoče tudi s tem razlogom, ker od takrat, ko sem jaz bil vpet v posel, ali pa tudi bratje, no, smo imeli kar velike že ekipe in smo na ta način pravzaprav zraven vabili ljudi, ki so bili kreativni, sistematski, logični in tako naprej. In to kreativnost na nek način sem kar prepustil potem, ali pa smo prepustili recimo sodelavki Ani Šuštaršič, ki je tudi že zelo dolgo z nami in tako naprej. Ampak glavna jed pa ne vem, ali pa jed, kaj pa vem, takrat so bila jajca, mogoče za cvirki, ne vem. Branding, sicer ne maram glih tujk, ampak vseeno bom uporabljal v tem primeru. Je pomemben, zelo. Absolutno. Koliko pomembno je imeti jasno marketinško strategijo ravno pri tem brandingu, ker, tako kot sem rekla, ne, v bistvu je Jezeršek nekako drugo ime za vrhunsko slovensko kulinariko. Zelo pomembno je to. Absolutno, da se ti pozicioniraš in na trgu, in do poslovnih partnerjev, do gostov. Tukaj pač enostavno ne moreš brez tega. Tega se pravzaprav že skozi zavedamo, zato ker že vse, odkar je oče bil, seveda v povezavi z mamo in zdaj, ko smo mi bratje, je to pač nek ključ. In tudi na koncev, zakaj sem jaz del Masterchefa, je tudi del brandinga, absolutno. Se je to rad delam, ampak to je vse del nekih mozaikov, ki jih skrb sestavljamo, ali pa kamenčkov v mozaik in to je... Mislim, to je, brez tega pač enostavno ne gre. Pa tudi verjetno sklepam, ne, v času, ko je tvoj oče vse skupaj začel, so bili popolnoma drugačni časi. Že samo z tehnološkega vidika, bom rekla. Zelo. Takrat je bilo zagotovo najpomembnejše, mislim, še zdaj bi moral biti, ne, pač dobra hrana, zadovoljni gostje, saj še vedno verjetno je, ampak nekako se mi zdi, da je vedno treba ponuditi nekaj več. Absolutno. Mislim, če se spomnim teh res začetkov, pa cateringa, takrat je bilo vprašanje, koliko plošč pršuta, sira in pa lososa bomo peljali s sabo. Zato, ker je bilo to na drugi strani za naše goste to doživetje, ker pač je bilo obdobje, kjer ni bilo pršuta, ni bilo lososa, nekih, recimo temu tako zelo na hitro rečeno, francoskih sirov in tako naprej, ne? Vrhunskih vin ni bilo in tako naprej. Ampak to se je pač na teh dogodkih dobil, to je bila tudi neka naša, če lahko rečem temu, konkurenčna prednost, ker smo to pač ponujali. Danes, če gledam, koliko je kulinarika v celotnem doživljajskem svetu, ali pa v tem experiencu, pa so spet pri tujki, doživetju, je po mojem 30-40%. More pa biti, ni tle druge matematike. Tako da veliko je treba bilo nadgraditi ali pa se zidati zraven. Eno je tudi branding, Ja. Da potem na koncu gost reče, to je bilo pa dobro. Ampak ohranjati pristnost pa vseeno. Mislim, ja. Zdaj, če greva na to kreativo, stregli ste v letalu, med koncertom, na nogometnih tekmah Lige prvakov, na ladjah, na avtobusih, na gondolah tudi. Enkrat ste uporabili kompozicijo vlaka kot mizo. Tudi, ja. Dobro sem pobrskala. Dobro, to je pa že dolgo nazaj. Na Brniku ste z viličarji prinesli mize in stole pred goste. To smo delali, ja. Zdaj, vi ste te v bistvu to kulinariko ustvarjali, ustvarjali na res, evo, zdaj sem jih omenila kar precej in ti po mojem obudila spomine na najbolj nepredvidljivih tudi možnih lokacijah. Kaj še ostane? A veš, kaj ostane? Pravzaprav ostane dober naročnik, ki nam zna povedati, kaj je tisti trik, ki ga lahko vzbudimo v njegovih gostih. Ker zdaj mi več od še boljšega kozarca vina, od še boljšega kosa mesa, zelenjave, sirov, ne vem kaj, pač enostavno ne moremo. In zato so tukaj te zgodbice, ki si jih opisala,
prinesle ta wow efekt, ta wow moment. In vedno, ko naročnik pokliče, pa reče, da mi bi pa to imeli, pa to pa tako, jih vprašamo, kaj imate, s čim se ukvarjate, kaj ponujate, kdo so vaši gostje. In pravzaprav na to začnemo popati jedilnike, če temu tako rečemo. Ampak mi se o jedeh čist na koncu pogovarjamo, ali pa ko vse podatke imamo, dejansko vzamemo jedi v neki bazi in jih začnemo sestavljati ali pa dodajati nekemu dogodku. No. Tako da, ja. Dober naročnik. Kaj pa če, a se je kdaj ti zgodilo, da je bilo kakšno naročilo tako, da si rekel, ali ne, to pa itak ne bo šlo, pa je potem vseeno uspelo, ali pa mogoče, da je bilo kaj tako čudaškega, da si tudi pomislil? Je. V zadnjem obdobju velikrat rečemo, da je to skoraj da nemogoče. Pa ja, se kar dostakrat izkaže tudi mogoče, da je potem to pije vodo, kar je pravzaprav na nek način prednost našega posla, je v tem, da pride naročnik z recimo temu čudno ali pa zanimivo idejo. Ali pa je celo še skupaj sezidamo in ko jo on potrdi, pravzaprav na nek način on podpiše, da mu je to kul. Seveda potem ne nas za to pravilno izpeljamo, ne? Ampak zelo hitro v praksi lahko preverimo, ali je stvar predvidljiva ali je izpeljiva. In potem, ko to mi ugotovimo, lahko zelo hitro to apliciramo na nove dogodke. In takih situacij imamo mi ogromno. Na drugi strani pa rečem to, da je to naš trigger, kakorkoli, v tem, da ne ostanemo v momentu, ko se nam zorni kot zapre, ampak imamo skozi odprtega. In pravzaprav je naša dodana vrednost v gostinski dejavnici, kjer se jo pač gremo, je pravzaprav catering dejavnost. Mi dobimo tako zanimive naročnike, pravzaprav iz celega sveta. Mi imamo pravka z ljudmi, ki recimo organizirajo dogodke samo, recimo eden je bil otvoritev linije Zagreb-Dubaj in takrat so, mislim, da Fly Emirati, ampak nek od teh prevoznikov je prišel ekipa, ki po celem svetu dela samo dogodke ob otvoritvah novih linij. Iz celega sveta ti znanje prenesejo, se z njimi imaš možnost pogovarjati. In potem zelo hitro to lahko apliciraš, sprobaš in apliciraš na svoje goste. In pravzaprav si na ta način ti lahko korak pred ostalimi. In verjetno vsak od nas ali pa od tebe ali pa od poslušalcev, gledalcev pozna neko gostilno, ki je bila ful na vrhuncu, pa je pol še bila, pa je pa kar naenkrat ni bilo več. Zato, ker so pozabili pogledati čez okno ali pa čez vrata sosed, kaj se pri sosedu dogaja. Pa ne, da greš gledati, koliko ima pri sosed poln parking, ampak kaj se tam dogaja. Ja. In to je naš. Kar se tiče pa teh, zanimivih in nezanimivih, predvidljivih in nepredvidljivih situacij. Imaš še kakšen primer, sem kakšnega pozabila ali pa da lahko mogoče deliš z nami kakšnega? To bi mogel prav. Ta vprašanje bi mogel naprej dobiti. Da bi se malo pobrskal, ampak včasih pridejo eni res takimi norimi, da mi tako se rečeš, zakaj. Ali pa te ne poslušajo. Imaš tak čist banalen primer. Predsednik uprave si želi, da ga bojo na dogodku vsi poslušali. In si želi kot otvoritev dogodka njegov govor. Po drugi strani pa vabiš ti ljudi na kosilo, na večerjo. In je nesmiselno, da ti zdaj čakaš 200, 300, 500 ljudi, lačnih, ki te ne bojo poslušali. Lačni res ne. Ne bojo te poslušali. In mi veliko svetujem, dajmo jih ta prvo nahraniti. In ko bo ljudje mirni, ko bo imeli kozarc vina ali pa pijače, ki jo hočejo imeti, pol stopi na oder in igraj svojo igro in potem se ne ljudje naprej zabavajo. Ko pa ti čakaš in potem kar naenkrat spustiš 200, 300, 500 ljudi jest, to itak ne more biti nič dobro, ker je brez veze. In te pravzaprav izkušnje iz nekih dogodkov mi želimo prenašati na druge. Tako da to je pravzaprav na koncu tudi naša dolžnost ali pa poslanstvo. Ja. Če greva še na kuhinjo konkretno, ampak tudi bolj z tega vidika, o čemer sva zdaj govorila, me zanima, česa res ne preneseš v kuhinji. Ne vem, karikiram, slaba predpriprava, to nečistoče. vročina, ne vem, tako.
Ma te nečistoče ali pa te neke, bom rekel, temu nezavzetosti ali pa tako. Veliko te v cateringu, jaz sem otrok cateringa ali pa človek cateringa. Mogoče taka zanimiva izkušnja. Jaz sem zdaj na dvoru, 17-18 let nazaj smo ga odprli, 20 let nazaj smo ga kupali in tako naprej. In sem bil takrat pred toliko časa namenjen, da bom jaz tukaj pač gazda tega dvora, pa kulinarika, pa la carte, pa tako naprej. Ne? Jaz sem po parih letih gotovo, da to ni zame. Vsak dan ista soba, isti šporget, ista luč, ista vrata, isto. Pa je lahko meni prišel nekdo. Predsednik Amerike. Meni je bilo vse nekdo in odstopil. Ratal mi je brez veze, zato ker sem celo življenje hodil po terenih, po dogodkih. Jaz sam, kar je v domu, vse dvorane, vse hodnike poznam, vse lifte poznam, kam pelejo. Bili smo v predsedniških palačah, bili smo v vseh najpomembnejših stavbah v Ljubljani. Firm od znotraj poznam neomejeno, od takrat tistih, recimo 20 let nazaj, ko so bile te močne firme. Ker smo to vse mi mulci prebrskali, preiskali, ko je istočasno tekel dogodek. Mi smo šli na dogodke, pa smo, ne vem, bagarje vozili, pa smo se z avti vozili, pa en dogodek smo imeli v Lescah, en prevoznik je Sesenic, je imel kamione, pa smo šleparje vozili. Pa ne. Ja. Pa je bila kulinarika sama mala, ampak jaz sem dan prišel, jaz sem bil čista glava, jaz sem šleparja pelal. In to je bil v bistvu tisti trigger, zakaj smo pravzaprav v tem ostali. Kaj je bilo vprašanje? Zdaj sem odplaval. Nič hudega. Kaj te najbolj spravi ob živcu? Ja, to. No, in, Nujno tvoji, ne, zdaj. Ali pa tudi tvoji. ne, ta mogoče ne red, ne čistoča. To mi je ena taka stvar. Je pa res, da ko se enkrat na dogodku, pa ko nekaj more biti, naš posel je taka, ne. Zdaj daš od zunaj pada, ne. Pa imaš nevesto, ki bi hotela imeti od zunaj civilnost, dokaj se je že en let naprej predstavljala. Ja. Pa izkoz goriš, da ne gre. Pa da boš, pa da bo se petke udirale, pa stoli bojo not lezali. Pa če malo posije, vse moramo ven znositi, ne. In pol je to. Ne moš reči, da je danes je slab vreme, da je v ponedeljek se zmeni. Ja, da imamo v ponedeljek poroko. Čez 3 dni. V drugih poslih to pač gre. Ali pa je mogoče malo bolj v navadi, pri nas pa pač to ne. In moš včasih kakšno stvar tudi naprej poriniti, ki pa ni. Pa morate imeti tudi plan B, načeloma vedno, ali celo tudi C. Veliko si ga želimo, imamo pa veliko naročnike, ki pa Ne želijo. Pri nas, mi smo naročili lep vreme, to je največkrat lep vreme. Nazadnje smo en dogodek delali skupaj z najbolj pregnano slovensko šefinjo. Ideja je bila, da bojo v Bovcu na letališču pod enim lepim šotorčkom gosti iz Indije. Na koncu je bila tako slaba napoved, da smo 2 dni pred dogodkom bili prvi v Portorožu, pa smo bili že v hrvaški Istri, pa smo bili na dvoru, na koncu smo pristali v Radovljici v palači. In to 3 dni prej vse na glavo vrneš. Ampak to je pač del posla, tle, nimaš kaj. Ja, ampak tudi ta del, ki ni odvisen od tebe ali pa od vas. Ja, pa, recimo vreme. Na koncu je pa nekdo tam pa te ocenjuje po krožniku. Okay, razumem. Zdaj te bom vprašala mogoče tako 2 kratki vprašanji. To pomeni, da rabiš hitrejši odgovor. Ja, okay. Mislim, to boš ti se zdaj odločil. Makaroni s kečapom. A je to zločin ali poslastica? Je, dobro. Ja. Nisem vedela, lahko rečem, da jaz to jem že kot otrok. Ne, jaz tudi. Okay. To je bila pri nas najbolj enostavna večerja, ena od najbolj enostavnih večerij, ki ima več ni vedela kaj, ali pa hitro je mogla. Ja. Testenine, makaroni so se skuhali, kečap čez, pa smo to. No, okay, to zdaj mora moj partner Jure pogledati, ker on pravi, da je to zločin. Hvala, da ni. Težko v situaciji. Ja, kaj pa ananas na pici? To pa je zločin. Ja. Moj kolega Bine je rekel, da kad to naredimo, sigurno en Italijan umre. Zdaj sem otrokom to povedal. Pa še ene par teh folij italijanskih, ne, da špagete zlomiš pa to. Ja. In zdaj se hitajo med sabo, da ne to delati, kaj je umrl. Ja. Drugače nisem nikoli probala niti ananas na pici. Ne vem. Ne vem, zakaj bi. Ja, ok. Omenil si že svoje 3 brate, omenil si v bistvu tudi to, koliko ste povezani in če ne bi na tak način delovali, da ne bi šlo skozi, kar je seveda
logično. Marsikdaj sicer slišimo, da ni glih najbolj pametno iti v posel z družino, ampak očitno pač vi temu, ne vem, kako ne rečem, pregovoru ali pa reku kljubujete že vrsto let. Recimo temu, ja. Ampak a se je kdaj zgodil, da je bilo kakšno tako obdobje, kot te pa je skrbel, da bi, ali ne vem, vsak od vas povlekel kakšno svojo smer? Ali je ta vest tako močna, da ne? Ne, pravzaprav ne. Ne. Nisem nikoli na to pomislil. Mogoče sem vest. Tistih, jaz skozi malo težim, ne, sem tak nergač. Skozi malo to. Pa pol bi kaj dronoga probal, pa tako, pa mi pol, hvala Bogu, imam brate, pa ženo, da me malo prizemljijo. Tako da to ne, ni bilo te situacije, verjetno bi se znali tudi zgoditi, ali pa so luputala vrata, pa so bili visoki toni. No, ampak to verjetno že imamo pa to sposobnost, da ja, se znamo usesti pa pogovoriti. Ampak od tistih obdobij je zdaj že kar nekaj časa minil. Je pa res, da smo zdaj tudi stvari zelo tudi pravno, formalno uredili. Tako da kakršnikoli izlet iz te druščine sledi nekim protokolom. Družinska ustava je tukaj podpisana med brati. Zatem se sledijo še kar nekaj dokumentov, ki so na eni strani so džentelmenski, po drugi strani so pa tudi pravni, ker v zadnjem obdobju se je v naši državi to spremenilo. Takrat, ko je Martin šel v šolo v Švico študirati in prva stvar, ki je nazaj prišel, je rekel, mi moramo to urediti. To pomeni, da zdaj, ko se razumemo, moramo dati stvari na mizo, stvari zapisati. In smo bili eni prvih, ki smo imeli družinsko ustavo v neki tej obliki. In kar neki firm družinskih je bolj prišlo k nam, kako ste to rešili in tako, ali pa veliko vprašanje na to temo, ker smo kar znani potem, da to pač imamo in tudi javno to zelo radi povemo, ker si želimo, da bi iz nekih praks ljudje dobili vzvod ali pa saj namig, kako se tega lotiti. Je pa tle po mojem eno ključnih stvari, ki jih je naredil, je absolutno moj oče, ali pa naš, še prej, pa seveda mama, še prej pa recimo po moje en tak temelj vsega tega, pa seveda oče to od nek prinesel, je pač njegov oče, ne. Pač moraš imeti to in tako naprej. Tako da to in zdaj pravzaprav v tem trenutku jaz tako malo v hecu, pa malo tudi zares rečem, da smo mi za sebe na nek način dovolj ustvarjali, da zdaj v tem vprašanju zelo gledamo ali pa skrbimo za to, kako bojo otroci, če želijo, če hočejo, če imajo želje, po drugi strani pa tudi, če nobeden ne bo delal v tem, da bo lahko podjetje funkcioniralo naprej. Pa verjetno imate tudi razdeljene naloge, sklepam, ali pa tako bom rekla, kako bi opisal svoje 3, recimo brate, sebe si kot nergača, zdaj govorim z tega vidika poslovnega, pa so verjetno oni 3 kaj drugačni, ker če ne funkcionira. Ja, Martin je zelo pragmatičen, najmlajši, zdaj tudi direktor. Jure je tak big po horoskopu in on tiši, on bi vse, zato je tudi za prodajo. Povem pa Rok naš je pa tak, tako na prvo žogo je malo volk samotar, ki pa zaživi, pa zelo zaživi. On je pa tak malo bolj v senci. Velikih ljudi misli, da smo 3 bratje, jaz, Jure pa Martin. Na Roka, ki je najstarejši, malo pozabijo. Tudi najmanj je izpostavljeno. Ampak mu pač to paše, ali pa imamo nek krog ljudi, s katerimi pač izvaja ta posel. In na ta način pač ja, funkcioniramo. In smo cool, no, res smo v redu. Res, da smo imeli res stare potomke, pa imamo potem botre, pa se dobimo tudi tako, no, za neko lokalno skupnost, pa te stvari skrbimo, da smo vpeti v vse neke struje, ampak ja, na drugi strani pa se tudi zavedamo, kaj pomeni biti lastnik, tudi iz tega naslova dobiti denar, v smislu nekih dividend, česa tega, ne, zelo poslovno. Po drugi strani pa, ko sedim na sestanku ali pa na letnem razgovoru z direktorjem, ki je moj nadrejeni, pa čeprav je brat, se pa dam v tisto vlogo in ga pač ja, poslušam,
sprejmem pozitivne, negativne stvari in na nek način skupaj oblikujeva naprej. Ne? Če greva še na malenkost ožjo družino, prebrala sem spodaj, tudi preden sem prišla sem noter, da gre ljubezen skozi želodec. Ja. Imate napisano spodaj. A je bilo to tudi pri vama s soprogo? Oziroma, V bistvu je bilo, ja. Okay. V Londonu sem jo najdel. Si jo najdel. Res je. To zdaj malo uporabljam, ko hodim po šolah. Ena od mojih nalog je, da zaradi te prepoznavnosti pa zelo rad imam tudi ta pedagoški del, rad sem pedagog, rad predajam znanje, tudi zato mogoče ta Masterchef mi paše, ali pa sem rad tam. In včasih rečem tako, veš, kaj imaš te elevator speeche, piče, ki že gor, mislim tako, nekje vsaka firma ima 90 sekund se predstav. Jaz nič ne grem na to, mi smo pa to, pa imamo to, pa on. Jaz nečem lahko pridete k nam, lejte, gostinstvo je naša dejavnost, lahko se vam pa zgodi to, kar se meni, da najdete svojo ženo, partnerja. To je to. Tako da, bili smo v Londonu in sicer takrat je Martin hodil z Slovensko turistično organizacijo po sejmih. In to je bilo še malo obdobje, ni bilo še čisto Evropska unija, ta Schengen je bil tako neki na pol in tako naprej. In je pravzaprav bilo fora slovenskega turizma je bilo zmeram, da se na stojnici je nekaj slovenskega. Ni, ne vem, čipsov, bobi palč, Coca-Cola, bla, bla, bla. Ampak da se proba na nek način zrihtati. In po je to tako zgledali, smo prišli tam na letališče, pa so imeli 5 potic, 2 noge pršuta, še neke te stvari, malo vina in vsak je odprl kufr, pa smo basali. Potem smo pa skupaj razvili z STO-jem takrat tudi tehnologijo in tako naprej, jedi smo razvili, ti študente izobrazili in tako, in smo razvili res moj tak lep, dober produkt, ki ga zdaj že kar nekaj časa furamo, pač razpisi so in se prijavimo in to pač funkcionira. In ko smo ta prvič to naredili, sem šel jaz, pa bratje, pa nekdo še, pa ta tehnolog naš, pa tako smo šli v London pogledati, če to funkcionira. Če je gor to tako prišlo, kaj more biti, pa kako to bo, bla, bla. In dejansko jaz tam zagledam mojo ženo. Okay. Takrat so bila še vsak po svoje. Tako, pa en cajt ni bilo nič, pa so malo mesiči začeli, pa so bila nedeljska prijatelja. Veš, kako je to. Nedeljski povodneji so v teh zgodbah najtežji, ne? Ja. Med tednom že najdeš neko družbo. Ne? Tako da to, pa iz tega pa enkrat mesič, sej ne upaš prijeti v Šibenik. Ne rečete meni, da ne upam. Sem ti hotel reči, ne. No in sem bil hiter v Šibeniku. In na Jadrnici, tam sem takoj tasta spoznal. Že vse je tako. Tako, sem šel po slovenski tradiciji, sem te prvi tasta vprašal, pa sem pa ženo. Tako da to je. Evo, to je najna zgodba. Vse ostalo je zgodovina. Vse ostalo je zgodovina. Imata 3 otroke. 3, ja. Prej si jih sicer že omenil, ampak nate ali pa na vas brate so prenesli starši v bistvu tudi to neko tako ljubezen, do tudi kuhanja, konc koncev. A si ti tudi uspel to prenesti na svoje otroke? Jaz sploh ne, da ne bo to narobe razumljeno. Mi, ki smo, recimo, pri nas oče pa mama, da se razumemo, moj oče iz Hotavelj, moja mama iz Logatca, živeli smo v Medvodah v Soli. Kar pomeni, da nista imela nikogar, ki bi lahko nasmerkal. Kar se je zgodilo, da sta one dva sta nek dogodek kuhala, mama je gor prišla, nas je oblekla, v avto nabasala in smo šli mi kar, zato sem rekel prej, Cankarjev dom, bla, 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 kjer nismo bili. In smo mi na ta način padali v posel. Zdaj, če ga jaz nekam vzamem, imam že občutek, da ga namerno nekam tako vzamem. Pa če tam nisem imel neke izbire, jih pa rad vzamem sabo. Tudi zdaj sem imel, poletno imene piknike v Idri pa tako in sem lanski Turha vzel, leto Sofijo, tudi neke stvari. Mi je pa najbolj zanimivo, da ful so povezani, bratranci in sestrične, to pomeni moji nečaki. Veliko se merkajo pri moji mami, pa pri očetu in tako naprej. In mi je ful zanimivo, ker se oni igrajo zdaj, da imajo hotel, in en ima noter restauracijo, en ima to, en ima sobe, en ima to, gor, dol. Skratka, imam občutek, da se jih malo prijema. Ne bi pa rad, da bi jih to na nek način, recimo temu slepo zavedali,
ker bi rad, da nekdo razvije tudi mogoče tist, kar je sabo prinesel. A ne? In tako malo z neko pazljivostjo to počnem, ker kakorkoli, če nekdo ugotovi, po mojem lahko pri 25-30, ko dobiš, pa priješ nazaj, če ti je to pol neka strast. Ne? Bi si pa res želel, da se izobrazijo po nekih svojih zmožnostih. Jaz jih nisem bil za šole, pa to. In sem prav vesel, da zdaj urda poceni prinese dobre. Moja žena sicer je to navadna, ampak sem rekel, žena, joj, kaj bi jaz dal za to? Ampak ne, jih poskušam. No? Včeraj sem recimo sina, tam malo ga vzel, je 5 let star, pa smo delali dogodek velik, pa smo recimo vola pekli, sicer to zelo redko počnemo, ampak smo vola pekli in pa so bili tam, ne vem, so bili fehtari, pa so bili neki muzičari, pa tako naprej. Vse, ko zdaj pa ga pogledati, on bi zdaj harmoniko špilal in so šla in imel take velike oči in je pa to malo gledal. Vse pa po uri ti rečati, jaz bi šel domov, ampak klej, malo probaš, ne? Ja, sam ne na silo, ne? Ja, nič. A za maškare recimo so kdaj hoteli biti kuharji? Ali pa ti, a si bil kdaj za maškare? Ja, enkrat sem bil. Ja, ok. Enkrat sem bil, zdaj to za maškare imam pa mi en tak ful dober izziv. Aha. Delam take zanimive stvari. Enkrat sem naredil tega spuži kvadratnika. Ok. Aha, prav. Ja, jaz se prav lotam, to je moja. Ok. Urh je hotel biti parkal, sem naredil ful dobro. Masko za parkal. To imamo take podvige, ful dobre. Tako da zdaj že malo čakam. Še ne veš za naslednje leto? Ne. Okay. Kaj pa ta nedeljska kosila, družinska, tradicionalna, v narekovajih bom rekla. Včasih se mi zdi, da je bilo to predvsej bolj pa ne nujno samo nedelje. Nekako smo imeli vsi tudi več časa. Pa tudi, tako kot si rekel, marsikdo niti ni imel opcije varstva v tem smislu, pa če je bilo tako, pa tudi službe so bile malo drugačne, po mojem. Kako pomembno je vse en tep, se pravi, da imate, ne nujno zdaj v nedeljo, ne vem, ampak tako, taka neka tudi kosila, da ste pač vsi skupaj. Lih zdaj, ko sem gor prišel. Ok. Zdaj, ko sem se šel prevleči, ker sem pač na dvoru doma jaz, rekel žena, koliko je meni dobro biti doma. Mi smo tako malo doma. In pol včeraj recimo smo lih sedeli in sem tako užival, ko smo jedli skupaj. Res mi je to taka stvar, pač ta tempo življenja nas pelje, kamor nas pelje. In se mi zdi pomembno, da to gojimo, da to lih furamo. Saj je bila tudi ena zanimiva debata zadnjič, tako, ko so lih pri tem, kaj bo gostilna v prihodnosti, a ne? In vsi govorimo o čustvih, pa te poboža, pa je neki dom, pa neka babica, vsi to malo govorimo, ne, super, ne. Zdaj, če bi nam meni prinesel, ne vem, rečne smoke ali pa, ne vem kva, eno lončnico ali pa neko jed, ne vem, šmora, ne vem, kaj je tvoja, a ne, bi najdla v nekem naboru jedi nekaj, ki bi te spomnili, ne vem. Ja, seveda. Bi. Ja, eno lončnico, na primer. Recimo, ne, ampak koliko ti pa zdaj svojim otrokom skuhaš? Ja, sej. A ne, in kaj bojo naši otroci jedli, kaj bojo spomini naših otrok, kar je ful povezano z našim poslom. V prihodnosti, ko bojo oni v tem obdobju, ko smo mi recimo. A ne, mi rečemo, babica smo bili, pa smo delali smoke, pa smo štrudl zvijali, pa smo štrukle delali, pa smo piškote, a ne. Mi nimamo tega, ne. A te skrbi to? Ne, ja, skrbi me, ker mi je bila ful zanimiva ta debata, ker smo vsi to glasni o tem, kako bomo naše babice ven vlekali, ne? Mi pa nismo babice. A ne? In lih včeraj sem pol v Štrcuni sem nekaj videl, doma smo imeli nekaj jabolka od sosedov in vlečen testo še nekaj in sem se lotil začeti štrudla delati. A veš, tako mi je, moramo to, po mojem moramo to prenesti. Ker če ne, živimo v nekem virtualnem svetu in je brez veze. Že tako živimo, več kot dovolj v takem svetu. Že tako, ja. Ja, se strinjam. Tako da, ja, tako zanimivo, no? Če greva še mal vse na Masterchef, a ne? Pejva. A bi se mladi Luka Jezeršek, ko je še začenjal svojo kuharsko pot, kdaj prijavil na Masterchef? A te je to kdaj kdo vprašal? Po mojem, da me ne vprašal. Ko pa vem, če bi se... Ne vem, veš, ko sploh ga nismo prepoznali, sploh ga nismo dojemali. Ampak če bi bil ti zdaj ne vem koliko, kaj jaz vem, 20 let, mlajši 30, ne vem koliko, Ja. a bi se prijavil? Ko pa vem, vej.
Zdaj bi se, recimo, Ja. ker se ful naučiš, ful je dobro. Če imaš malo vizijo o tem, je top. Vse tudi po mojem je to en od razlogov. Zdaj smo mogoče, ta teden smo posneli 4 oddaje, 11. sezona, 11. Ja. Me je prvič en vprašal, da sem rekel, 5 jih bomo imeli, 11. Stari se mi kar grozaj. Ampak bolj zanimivi ljudje pridejo. Ljudje, ki so pripravljeni dati svojo službo, kariero na strani in si to srčno želijo. On ima cilj, jaz bom doma naredil to, jaz bom to, jaz bom imel kmetijo in bom to, jaz bom imel slaščičarno in bom to. In se mi zdi tako kot za, recimo temu če rečem, tako kot družbo, zelo dobro. Ker se mi zdi, da kakorkoli je to neka storitvena dejavnost, je kupovanje nekih džoljev, če tako gledamo. Ne? Saj, če greš ti nekam jest, se nekam pocrkljati, je pač nek džolji. Ja. Sam se ponovčeš, a ga vnočeš partnerju zaradi tega, ker nisi imel cajta, pa kupuješ džolje do otrok. Pač to nekaj je v tem smislu. Ne? In mi je tako ful zanimivo, da ljudje, sej mogoče še ne vejo čisto točno, kaj je realnost, ampak mi je všeč, da je to prikazano kot nekaj zanimivega, nekaj kreativnega, nekaj dobrega. Ne? Po drugi strani pa pač ta posel ima svoje zakonitosti, svoje realnosti, dodane vrednosti, ki so pa pač take, ki so. Zdaj, snemalni dnevi sklepam, da so zelo dolgi, pa veliko okušanja. Imate sodniki v oddaji ali pa v enem, recimo, mogoče snemalnem dnevu in sklepam, da je izziv nekako to okušanje ali pa uravnovesiti te neke take obroke ali pa okušanje kot tako. Zdaj, a ti pred snemanjem kaj poješ, ali prideš pred kamero s praznim želodcem, pa pol okušaš, mislim, kako gre to? Kdaj so naše brbončice najbolj pozorne? A ja, to te zanima. Ja, tako. Mislim, da si spraševala, kaj kar ima Ker si se pripravljala. Ne, karima nisem. Ne. Zato, ker se samo o tem pogovarjava. Koliko bomo pojedali, koliko kalorij bo, jezerška bova. Ja, v tem smislu. On je ful shujšal. Ja. Mi smo se veš, koliko let smo se zdaj, karim, daj bo že, pa res enkrat prijeti, ko sem sam gledal, si ko ste normalen. Ne, kar se tega tiče pa, poskušamo, je kar kompleksna stvar, no. Ko nekaj mislim, dobil se nisem temu toliko posvečal, verjetno so tudi tle neka leta. Zdaj pa res tako poskrbim, da teh nekih sendvičev, junk foodov zjutraj, pač snemanje je produkcija. Poznaš tudi na nek način ta svet in ni zdaj to neki, pač to je delo, to je posel. Malca del, malca čik, pač ne tako funkcionira. In poskrbim tako, da sem res do okušanja, da nisem prestradan, da nisem full sit, ampak da sem tako cool. Okay. To se mi zdi pomembno. Je pa ti pri jedi zelo hitro ugotoviš, a je ali ni. Okay. In ni težko, kaj enkrat stvari v vrsto postaviš, izbrati, kdo je pač najboljši. No. Kako težko je pa obdržati ta poker face, če ti nekaj res ni? Ali že kar tako je? Zdaj kar povemo. Ni poker, pač. To je to. Vse tudi pravi produkciji. Če ti pa ni, pa pač povej, da ti ni. Okay. Tudi le smo dozoreli ali pa smo odrastali in pač poveš, razen če je izziv res tako, da na nek način rečemo temu, da pakiraš iz tega razloga, da ni tako jasno, kdo je zmagovalec. Okay, ker pač neka dinamika oddaja se pelje, ampak in s plus in z minus izmeram greš v bistvo. No. V eni izmed sezon so enkrat tekmovalci dobili izziv, da naj naredijo jed, ki jih najbolje predstavlja. Kaj bi pa skuhal ti, če bi dobil tak izziv? Nekaj, da te najbolje predstavlja. Prvo je odvisno od letnega časa. Okay. Najraje bi se preslikal, če bi zdaj gledal, bi mene najbolj predstavljal se, da bi recimo šli na jadranje. Okay. To bi bil jaz. In bi zjutraj ostali in bi šli na tržnico, kavico bi prej spili, seveda, pa še kaj, zabelili. In potem šli na tržnico in bi tam pravzaprav poiskal neko inspiracijo. Zdaj pa kamorkoli, lahko je surovo, lahko je pašta, lahko je rižota, lahko so samo ribe pečene. To je nek svet, okay. Ki bi ga zaselil. Je najbolj ti. Ja, okay. Tako, ja.
Lahko gremo pa na drugi strani, ne vem, v hribe, v Turno, pa gremo eno gorsko kočo. Sam tam moraš pa že v dolini razmišljati, kaj sabo vzeti. Okay. Kaj pa, če bi mogel izbrati eno brok za do konca življenja? Dobro vprašanje. Vidiš? Bilo bi surovo, Okay. nekaj surovega, pa po mojem bi bilo, pijače bi bili pa po mojem mehurčki. Okay. Po mojem bi bilo to. A imaš kakšnega res hudega kritika doma, ne vem, nad tvojimi jedmi, bom tako rekla? Ali pa kdo se največkrat pritožuje, če se kdo sploh? Ali je vse top? Ne, ni. Doma zelo jemo tako, bom rekel, klasično, primerno otrokom v teh letih. Kar jih učim, da neka stvar ni za nič, ker za nič je nekaj, kar je pokvarjeno, skisano, plesnavo, to je za nič. Ker dejansko ne more nekdo drug pojesti, ker je pač ni. Da ti pa ni všeč, da pa ni dobro. In na ta način pa res skrbim pri otrocih, da dobivajo širino. In pač ne vem, sin zdaj je ljubitelj sušija, pa imam zraven Sofi, ki pač mogoče ne bi tiste surove ribe probala, zato ker je pač tako. Rečemo, ki ni prej, da jo ven, pa pač pojej sam suši, skrbim, da delamo neko širino. Okay. Kdo je pa največji kritik? Po mojem bi se mami najteže, ali pa bi bila po mojem moja mama na nek način najbolj tako, nek kritik, no. Ali pa bi imel največ dela z jedjo, da bi jo pol ne izkuhal, no. Na nek tak način, ne. Okay. Ja. Če greva še mal na to družbeno odgovornost, tudi se konc koncev tudi to, kar si omenil, glede tega, kaj je za nič in kaj ne, ampak bolj zavržena hrana, ki je zelo resen problem, kako ne rečem, moderne družbe, vedno zelo večji, pa bi načeloma morali biti vedno več ozaveščanja. Kaj tukaj, mislim, ne vem, recimo, kako ti gledaš na to, ali pa kako se trudiš kot nekdo, ki je v tem poslu, to mogoče poskusiti vsaj izmanjšati. Poslovno ali privat? Mogoče oboje, ne vem. Privat. Mi smo začeli eno tako zanimivo, kaj je to? Prehrana zdravega razuma. To je Martin sicer pobudnik tega. In sicer to smo v sklopu EFS, Evropski simpozij, European Food Summit, Evropski simpozij hrane. In sicer, če se jaz zdaj odločam, da sem vegan, si predstavljaš? Vsi me imajo na tepeti, ne? Ali pa da se jaz zdaj odločam, da sem pa ne vem kaj. Skratka, da nekomu daš neko etiketo, imaš takoj nek pol, ki pa zdaj, se to začnemo zdaj ena drugega. Pa sploh v bistvu ne poslušamo, zakaj se je nekdo odločil, pa nima veze. Bolj je problem v tem, ker se pol ta ista oseba odloča enkrat, da ni več. In pol je to zdaj še hujš. Tako da smo tle mi dali neko pobudo prehrana zdravega razuma v smislu, da sam s pametjo jemo. To je sicer super v teoriji, v praksi malo to teže, ker pač odvisno, kako kdo funkcionira. Kar se mi pa zdi pomembno, to se pa zdaj pa spet prvni kulinariki od babica. Pred dnevi smo z otroci nabirali kostan, top doživetje, najboljša večerja, pa taka bo doma, vprašanje, če ga bomo kaj stran vrgli. Skratka, moramo nazaj, kar je pa pravzaprav skoraj po drugi strani nemogoče. Si z rokom pridelati neko hrano. Drugače gledaš na njo, sigurno. Ni druge. In tudi ta mesna zgodba in te stvari, ki so bile zdaj pač ideje, pa te velike polemike, pa šolska prehrana, pa koliko mesa, pa tako naprej, pač ok, da pač mesa preveč pojemo in meni je ta ful dobra, da kakor si sposoben zakleti, toliko pojej. Ne vem, druge teorije ni, ne, po mojem. Tako da to, kar se tiče pa posla, pa uporabljati sodobno tehnologijo, mi jo ful uporabljamo, ali pa skušamo, ali pa smo neki pionirji na tem področju, tudi neke evropske projekte smo v to smer vključili, ali pa z evropskimi sredstvi si pomagamo.
Je pa to zelo kompleksna, zelo zahtevna, zelo. Ker ti mu dal zelo praktičen primer, ne? A si že poročena? Mislim, da sem, ampak nisem. Ok, no, recimo, ne, si predstavljaš tvoja poroka, ne? In da zmanjka, ne vem, krompirja pa odvrtega, ne? Si predstavljaš to? Pri gostih? Ja, pri tvojih gostih. Ne. No, sej. Ali ja, zdaj, ne? Ja. Vsi smo pametni do momenta, ko se to mene ne tiče, ne? To je za vse stvari tako. In tle pa v bistvu, ja, za uporabljati pametno tehnologijo, mi recimo imamo to je v bistvu strojno načrtovanje, to smo naredili skupaj z enimi fanti za odprto kuhno, koliko šmora bomo prodali. Okay. In stvar zelo dobro funkcionira. Do 10 porcij naredi sistem napako. Okay. To pomeni, ko je danes je petek, danes odpade, naslednji teden naredimo in tako, dali smo jim podatke stare, koliko prodamo, to sparijo oni skupaj z vremenom in na podlagi napovedi za jutr po jutrišnjem on da točne podatke in točno po urah že skoraj da ne dobimo podatke, koliko šmorna bomo prodali. In je to super, recimo to je tehnologija, ki jo lahko ful se uporablja. Pol je pa v bistvu treba pa zbirati, beležiti podatke o zavrženosti. Ja. To je pa naslednja stvar. Stvar, ki se pa začne, je pa to, a odjavimo svojega otroka, ki zboli za šolo. Tle se začnejo stvari, a prijavimo na dogodek, ki smo povabljeni, da pridemo, ne pridemo, pridemo sami, s partnerjem, s kolegom ali tle smo tudi slabi, to delamo vse na palc. In to je pa v bistvu naš svet catering dogodkov. Da si pa še predstavljamo, da to organizira nekdo, ki ima, ne vem, gradbeno firmo in rekel, za obletnico moje gradbene podjetje bo pa all-in. In da se mi zdaj tam pogovarjamo, da je zmanjkalo 1 kila krompirja. Ne sme ga zmanjkati. Če ga ne sme zmanjkati, mora ostati. Je pa zdaj samo vprašanje napovedovanja in načrtovanja, da pridemo čim bolj točno z normativi. Ker pač mi, ki dogodke delamo, ne vemo, so ženski, so moške, so že prej kje bili, niso bili, koliko so lačni, kam se jim naprej mudi, kakšne so prehranske navade, tujcev sploh ne moramo predvideti. Imamo recimo lahko en primer Šibenike na Hrvaškem, niz dogodkov, isto podjetje, so bili Azijci, so v to smer jedli, so prišli Evropa, Amerika, so v to smer jedli. Skratka, jaz mislim, da je tukaj rešitev tehnologija, ki nam bo pomagala načrtovati. Jaz mislim, da je to. Okay. Mogoče sam pod vprašanje, pa bolj v tem smislu tudi teh babičinih kuhinj, ker je to nekako še ostalo. Meni se zdi, da ima marsikdo od nas tudi, ali pa mogoče tudi zaradi babic, bom tako rekla, ali staršev, ukorenjen nek strah, vse mora biti na mizi, ne sme zmanjkati nečesa, ali pa ne vem, preveč je dostikrat. Zdaj govorim tako čist privat, tudi verjetno ta nek, ne vem, nekaj, kar prinesemo, bom tako rekla, od starejše generacije. Ali ne, da bi to morali. Zanimivo, zanj, če je bila ena dobra fora, smo bili, veliko jadramo, smo bili recimo na Korčuli. In gremo gore na vinarijo, super, tam neki starejši ljudje in Na mizi bil tako liter vina, liter mineral, neka pijača je bila. Jaz sem tako, nas vzame, da nalil nekomu vino. Prav, ne, šta ti radiš, ne? Tako pač vino ti nalil, ne? Neko je vi Slovenci, ne? Tako kao, ne? Ali pa se ima vizedo, ne? Pač mi. Neko pri nas, če je na mizi flaša vina, od tiste točke naprej sem jaz odgovoren, da je sam sebi točen. Ker ti ne veš, ali je zdaj malo vina, veliko vode, veliko malo vina, ali pijem samo vino, pa v nekem momentu potem sam vodo. Skratka, kot gostitelj si zadolžen, da je to na mizi. Koliko što ti spil, je pa tvoje. Če to preslikam zdaj v naše zgodbe, ne? Kaj mi delamo? Koliko še imaš, da je še malo, kva nočeš, Ja. In pokaj ti ena točka, ne, se ni treba, ne. Pa tako narediš še 5krat. Ja. In smo... Pri hrani se mi zdi zelo tako. Gledam recimo tudi svoje starše z njuno vnukinjo. Tako. Ja, zato imamo bolj tudi pihnike, pa začnemo jih s piškoti. A ne, znaš te pihnike, ne? Ja.
skregano z vso pametjo. Ampak Bog ne daj, da bi bile mize prazne, ki pridejo ljudje. To Bog ne daj, ne? Ja. Če sva že pri tabujih, pa zdaj končujeva počas. Jaz sem zasledila, da si ti spregovoril o tvoji, zdaj greva sicer na drugo tako temo, samo povezujem. Spregovoril si o tvoji izkušnji z disleksijo v otroštvu. Dobro. Ne, veš, to sprašujem z tega vidika, zakaj je pomembno, da javne osebnosti, pač si, a ne, javne osebnosti, govorijo o takih temah, neodvisno zdaj disleksija, karkoli drugega, da se skratka odpirajo te teme, ki so nekako tabu. Neizmerno sem vesel in ponosen, da so se stvari od mojega obdobja toliko spremenile, da lahko o teh stvarih res na glas govorimo. Res. Zaradi tega, ker na ta način pomagamo predvsem v tem svetu pač otrokom, ki pridejo do te situacije. To je toliko neprijetna stvar. In o teh stvarih je res treba govoriti, zato ker pač nismo vsi za vse. In jaz nem pozabil, ne vem, poznaš mojo zgodbo, drevo in ptiček, ne poznaš? Mi smo imeli v šoli en tak drevo, tak velik plakat, in vsak je bil en ptiček. In Luka je bil ptiček. In Luka je bil ptiček skozi, ki je bil na tleh, pa malo gor na deblo. To je bil Lukov. Skratka, višji, ki si bil na drevesu, boš si bral. Moj ptiček ni prišel nikoli na krošnjo. Nikoli. Pa se je lahko na glavo postavil. In takrat je bilo pač to, jaz bi se v zemljo udaril. Jaz sem šprical ure, ko sem vedel, da bomo brali. Skrival sem se. Pač mene ni noben razumel. Zelo podobne stvari imajo tudi bratje, za Jureta vem, da dost, Rok tako, Martin v bistvu mogoče celo najmanj, ampak ni. Naša mama se je toliko z nami pobijala glede te šole, da ti ne znam povedati, se že malo menila. Moj sin dan prenese 5, pa 4, pa da mu angleščina gre, pa to on kar... To je za mene bilo pač nepredstavljivo. Zdaj imam hčero, ki je super. V prejšnjem letu je imela malo težave z branjem, pa je zdaj full dober gej. Ampak pač stvari so se spremenili, o tem se je začelo govoriti, o tem je, sistemi so se spremenili, te barve in te stvari in tako naprej. In s to disleksijo je ful povezanih stvari, tudi učenje, jeziki, zapolnjenje nekih imen in tako naprej. In super, da se o teh stvarih govori. Še o večjih bi se mogli, predvsem pa ljudje, ki pridejo do te točke, če spoznajo nekoga, ki in zdaj pol, ko tudi sam začneš to malo brati, ali pa se te stvari govori, ogromno slovenskih igralcev je, ki to imajo, tujih igralcev, ki imajo to, pač imamo pa neke druge sposobnosti. In jaz še danes ne preberem, sin mi reče knjigo, da je preber, se toliko skoncentriram, tako natančno grem noter, pa kakšen stavek si izmislim na koncu, ne pridem pač do konca. Pač tako je. Ampak se mi zdi pomembno, da sploh v otroštvu tisti, ki ima neke take težave, da ve, da ni sam. Absolutno. Absolutno, res. Predvsem pa tudi pol starši, ti imaš lahko starša, ki oba, ki to perfektno sta znala, in tam otroke lomijo, jih ne vem, kva z njimi počnejo, ker ne gre, ampak pač ne gre. Ne gre. Lahko se na glavo postaviš. Ampak so danes zvočne knjige, so videi, vlogi, YouTube in ti se lahko v bistvu isto vsebino čist enako naučiš. Z tega vidika je dobro izkoriščati tehnologijo, pa z vidika zavržene hrane, recimo. Z obeh tem pa prišla do dobrih. Ni. Če se ne gre predaleč, tako kot vsaki stvari. Evropsko unijo si omenil parkrat, Schengen si omenil, tam pa Londonu, sicer dobro zdaj. Nista več, kako imamo zdaj težav jeti v ta London, stari moj. Zanč mi je posloven, sam to, mi smo gor vse vozili, da mi pa kakšne zahteve imajo res. Rekel, da pomagajte mi, ki mi je rekel, kaj jaz skrbim za te stvari mal, rekel, neč bobi palčke pa smoki, pa Coca-Cola odprema, ni druge. Mislim, ne moreš gor, ne obrestuje se ta izstop na obeni strani, po mojem. Ne moreš. Pa še brijo inšpektori gor, so neizprostni.
Z tega vidika tudi sem te želela vprašati za mnenje o Evropski uniji, o skupnosti, bom tako rekla, o teh stvarih, ki jih vseeno daje, saj ni vse popolno, saj nič ni. A ne? Ne, ni. Tudi v uniji ni, ampak tako. Omenil si tudi evropska sredstva in določene projekte, tako me zanima. Absolutno je več prednosti kot slabosti, seveda ni vse popolno, kot rečeno. Je pa pač koliko si pripravljen na neki strani tudi sam vložiti v to, pa je to zelo čisto banalno. V vasi, a si pri gasilcih, a si na čistilni akciji, ki je v vasi, ali se pa daš na svoje dvorišče in si tam. Isto je zdaj. Ja. Kot država, kot sosed, ali kot vas, kot skupnost, kot mesto, kot regija. To je to. In ne vidim teh, ali pa jo imam kot nekaj pozitivnega. Zdaj, a gremo čisto v pravo smer ali ne v pravo smer, je pa veliko vprašanje. Vprašanje, če ga v Luka Jezeršek rešil, ga nam, lahko imam samo neko svoje mnenje. Ampak smo globalni, smo del nekega trga, te migracije lahko mi ne pašejo ali pa so nepravilne, po drugi strani imamo tudi v ekipi ljudi, ki so iz Indije, Filipinov, Nepala. Fantje so prijetni, so prijazni, razumemo se, nudimo jim vse. Na drugi strani, neka sredstva se dajo, jih dobimo, razpisi, menim, da jih delamo iskreno, da premikajo neke stvari naprej. Vsak bi si pa želel še pač več, ampak ful težka tema. No. Ja. Me pa jezijo te šank debate, Nisi kar to edini. neki pavšalno neki slišimo, pa pol tam smo brihni vsi, pa no, to pa. Ja, vem, poznam take debate, jih dobivam sicer prek kakšnih družbenih omrežij, ponavadi mene doletevajo takšne debate, ampak To shotla mi, zdaj pa imaš, ne? Ja, sem zvala, vem. Evo, se bova zaključila v bistvu z mano. Ja, mislim, skoraj. Jaz vedno vprašam isto. A to je to zdaj? Ne, čakaj, zdaj bo zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Okay. Sam, a veš, zdaj ne vem, a se mi splača to vprašati, ampak pustimo bom. Okay. Kdo je Irena Joveva? Sva se kakšno uro pogovarjala, sva se, no, tako zdaj verjetno nekaj že lahko poveš. To shotla mi, zdaj pa imaš, ne? To je to. Podala si se na pot, ki ni najbolj prijetna, ali pa je zahtevna, no, tako bom rekel. V bistvu si me s pogovorom presenetila. Kot rečeno, sem nekaj vlogov gledal, nisem pa prišel nikoli do konca. Pa sem se upam, da ne zato, ker so bili bedni. Ne, veš zakaj? Zato moraš imeti čas. In ko pridem domov, je familija, ker sem v službi, ne morem, nimam pa neke dolge vožnje. Tam je ta dolga vožnja, recimo gledam brata, se malo več voz in jih ful več posluša. Priporočajmo, Joveva na tipa. Presenetila sem te, tam so sta. Pozitivno upam. Ja. Zelo zanimiv pogovor, ali pa tako, mogoče ne tako zelo uniformiran, ali pa pričakuje se, sledi se, ampak tako. Ne, klasičen, še znam, še iz prejšnjega življenja. Ne, luštno, ja. No, pohvaljeno. Hvala, enako. Pohvalo. No, evo, pa svojega boš pogledal do konca, ali ne? Bom. Da vidim, kaj sem govoril. Jaz se ti na tem mestu res iskreno zahvaljujem tudi za čas, ker ga nimaš toliko. Sva se kar ljubila, ne? Ampak sva se ujela, to je najpomembnejše. Tako da hvala, jaz ti želim še ogromno in kulinaričnih in kakršnih koli drugih že izzivov. Hvala. Uspehov, dobrih krožnikov. Pa hvala, ker si bil moj gost. Hvala, ker ste prišli k nam. Z veseljem. Dobrodošli še. Bomo. Hvala. Hvala tebi. Najlepša hvala tudi vsem vam. Dobrodošli v, bom rekla, novi sezoni Joveva na ti in nasvidenje kmalu.